Če sem prišel na urgenco, pa sem imel kar infuzijo. Lepo. Ja, ni lepo. No, ampak si sprobo, ne? A veš, toliko, da veš, kako to izgleda. Ne? Tudi če ne bi. Pozdravljeni v oddaji podcasta BIM Pogovori, v kateri se z gosti sproščeno pogovarjamo o informacijskem modelu zgradb in informacijsko-komunikacijskih tehnologijah v gradbeništvu. Z vami sva Robert in Matevž. Pozdravljen, Robi. Zdravo, Matevž. No, v temle otvoritvenem delu sem sicer napovedal, da se sproščeno pogovarjamo z gosti, ampak danes nimamo gosta in bo format tega pogovora nekoliko drugačen. Predvsem sva si izbrala bolj ali manj samo eno temo in to je pretekli dogodek oziroma dogodek CGS Labs Connect, ki se je zgodil prejšnji četrtek, se pravi, kaj je bilo to datum, je bil to 21. 21. september 2017. Tako, da se bo res za vse tiste, ki bojo čez 2 leti to poslušali, da bojo vedeli, da niso zamudili prejšnjega, ne vem, 3 dni nazaj, ampak 1-2 leti, ne? Tako da ja, kaj lahko rečemo za začetek, v bistvu, da se je otvorila sezona BIM srečanj, če smo malo tako hudomušna. Ja, lahko rečemo, da se BIM jesen začenja. Ker je napovedano, v bistvu tale CGS Labs je bil pač ta 21. 28. je CGS Plus konferenca, novembra sledi še CBIM konferenca. Jaz sem prepričan, da je tudi oktobra kaj, pa mi je zdaj šlo iz glave. Ja, tudi jaz ne vem iz glave, ampak bova pravočasno povedala. Ok, jaz sem imel to smolo, da se dogodka nisem mogel udeležiti, ker sem bil v tujini, no, ampak BIM pogovore si recimo temu zastopil ti, pa recimo lahko enih parih stavkih sam za začetek poveš tako splošno ti, pa se pa malo dotaknila tudi posameznih predavanj. Najprej bi začel s tem, da je bil dogodek precej drugačen, ko so bili dogodki, CGS dogodki v preteklih letih. Kot prva je bila druga lokacija. No, zdaj začel bom z eno anekdoto. Bilo je organizirano v Kristalni palači v Ljubljani in najprej nisem našel, kje se gre v garažo, ker edina garaža tam je bila zaprta, ne vem koliko. Ko so končno odprli garažo, pridemo noter, srečamo še na druge udeležence konference, pa noben od nas ni znal dvigal uporabiti. Na koncu smo ugotovili, da bi se samo en del dvigal vozi v drugo nadstropje, v glavnem cela kolobocija. Kar se tiče same lokacije, se mi zdi zelo v redu, zelo posrečena, ni nobenih težav s parkiranjem pa to. Kar bi mogoče malo prokritiziral, je to, da je bil zelo majhen prostor pred dvorano, ta prostor za druženje, ki običajno na takih dogodkih največ pomeni. Jaz sam osebno zelo veliko ljudmi nisem mogel govoriti, s katerimi sem želel. Je pa res, da na koncu je bilo pa organizirano še tako druženje na terasi, tam je bilo pa prostora dovolj, samo takrat so pa že tudi ljudje odhajali, vključno z mano, zaradi drugih obveznosti. Tako da mogoče, kar se lokacije tiče, je to edina taka, bom rekel, niti ne pripomba, no, ampak mogoče želja, da bi bili taki dogodki organizirani nekje, kjer je pač ta prostor pred dvorano, kjer se ti odmori za kavo, ko so ponavadi namenjeni pač spoznavanju in pogovoru, da se pač da to nekak prostor, da dejansko lahko greš do koga, pa z njim govoriš, to ni dano. Lepo, v bistvu, skratka, tole je bilo v Kristalni palači v BTC-ju v Ljubljani. V bistvu, ja, tisto velikrat se mim pelemo, ko gremo kaj po BTC-ju, pa jaz še posebej, ko sem z Ljubljane. Robi verjamem, da malo manj. Ja, noter tudi jaz nisem bil razen tisti ta spodnjem delu, ki so trgovine. Tako da ja, si predstavljam, da je visoko tehnološka stavba, ki jo moraš znati uporabljati tudi povprečen obiskovalec. No, mislim, meni ni nerodno priznati, da
da najprej nisem znal uporabljati dvigal, se pa sem pogruntil, ker so na takem principu, da imaš pač centralno konzolo, v katero tipkaš, v katero nadstropje greš in ti pove, na katero dvigalo moraš počakati. Kar je logično za tako visoko stavbo, pa optimizacijo dvigal pa vsega, ampak kar pa ni logično je pa to, da tisto dvigalo, ki mi ga je dodelil, ni peljal v nadstropje, kamor sem želel in je šlo vedno v pritličje. Zdaj pa, to je pa tanko tehnika odpove. Ja, moraš, kaj pa ti niso dali zraven, veš, kje moraš prestopati. Ne. Zamenjaj dvigalo v pritličje. Kot sem omenil, eno od udeležencev je šel pač peš v tisto drugo nadstropje, jaz pa že iz principa ne. Tako da kaj, on je treniral, zaveš, kaj imajo, vsako leto imajo tisti tek po stopnicah v Kristalni palači do vrha. V bistvu nisem vedel, sem mislil to v Ljubljanskem Nebotičniku. Ne, to je v Kristalni palači. Vsaj zdi se mi, ampak mogoče je to priložnost, da naj poslušalce popravijo, ali pa predvsem mene, ker sem prepričan, da je to dan. Ja, ob strani tega dogodka, dobro, da si me spomnil še enega drugega dogodka, en od poslušalcev me je poiskal in mi je spet osebno povedal, da naj posluša, za kar se mu zahvaljujem, bo vedel, kdo je. Ampak še enkrat več se potrdi, da poslušalci naj pač ne kontaktirajo, čeprav poslušajo. To samo pomeni, da si lahko, čeprav od redko katerega kaj slišva, še zmeri lahko predstavlja, da tole ne gre čisto prazno, pa da sama sebi ne govoriva, oziroma se ne pogovarjajo so z gostom in pol gre to v pozabo, ampak se nekdo še kaj od tega ima. Ampak denava predolga za začetek, ne? Ja, povej, kako je sploh bilo. Mislim, vredno. Bom na koncu pač povedal še moj vtis o tem, kar smo videli, ampak jaz bi predlagal, da gremo malo čez program, če se strinjaš. Ja, seveda. Pač dogodek je otvoril direktor Matjaž Šajn, ki je na tak zelo inovativen način predstavil svojo vizijo, kako bo vse skupaj izgledalo, pač to grejeno okolje izgleda leta 2030. V bistvu sem se zlagal, dogodek se je začel spet s košarkarsko mrzlico. Ja, pokazal so par posnetkov zmagovite reprezentance. Tako da ne pozabimo. Da sem tudi na PIM pogovorih malo šlepama na tem uspehu. Ja. A še kaj drugega povedal, da koga poznava ali kaj podobnega? Ja, to bi šele bilo, pa bi morali dati pač povabiti ga kot gosta. Ja, res, ja. Najbolj, da mu Skype message poslem. Najboljš. Glavno pač za eno tako vizijo na zelo inovativen način, ki je vključeval klavir pa druge inštrumente. Mislim, predstavitev je bila zanimiva, vizija je bila pa bolj, vizija je vedno vizija enega človeka. Jaz ne delim sicer iste vizije, ampak ok, zato smo si pa različni. Tako se mi zdi, tako lepo je zaokrožil pač neki, kamor podjetje CGS Labs stremi. Zdaj pa tisti, ki so bili, so videli, kam bi ne šlo. Drugi imajo pa priložnost naslednje leto. Tako bi jaz rekel. Potem je nadaljevala gospa Alenka Šajn-Slak, ki je pa povedala nekaj o digitalizaciji grajenega in naravnega okolja. Mislim, da tudi moram povedati, da jaz nisem nobenih zapiskov si delal, ker običajno tega ne počnem, ker raje gledam predstavitve, ampak potem tudi tisto, kar ostane, je potem res to, kar ponovadi si vredno zapomniti. In pač pri tej digitalizaciji pač vsem jasno, da gremo k temu, da bomo realen svet presikali tudi v digitalni svet. In gospa je tudi govorila o nekih digitalnih dvojčkih, ki bi ne bile direktne preslikave in da pač industrija grajenega okolja stremi k temu. Bilo mi je tudi všeč dikcija, ki so jo vsi uporabljali. To ni več gradbeništvo, ampak to je industrija grajenega okolja. In to moram tudi jaz povedati, da mi je to zelo všeč, ker me je na to opozoril že gospod Janez Duhovnik, že pred leti, da se civil inženiring ne prevaja kot gradbeništvo, ampak je to nekaj širšega. To mi je bilo zelo všeč po vseh teh predstavitvah. Če te lahko samo malo tukaj, v bistvu, kaj ti je ta industrija všeč kot taka? Mislim, da je to kot industrija,
Meni se zdi, da je to bilo recimo, nekaj let nazaj, recimo, je skozi bilo neka želja, tendenca potem, da bi se gradbeništvo nekako bolj pozicionirati blizu kakšnega strojništva, kjer je dejansko so te pač industrija, tovarne, masovna produkcija in podobne stvari. Ne, jaz ne mislim te industrije. Mene bo všeč to, da ne govorimo samo o gradbeništvu, ker mislimo pač gradbeništvo v širšem smislu. Mi imamo pač tako ponesrečeno izbiro besede za to industrijo ali pa panogo, če hočemo temu reči. No. Mislim pač na civil engineering. No. Zdaj pa vemo, da v tujini je civil engineering pač strojništvo zraven, pa elektro zraven, pa gradbeništvo naše, pa verjetno bi še lahko razvila konstruktivo, pa vodarstvo, pa ne vem kaj vse. Tako da zato mi je všeč pač, profesor Duhovnik je vedno temu rekel, da to je industrija, ki se ukvarja z grajenjem okolja. Ja, res je, se strinjamo zmeraj. To sem imel v misli. In pa ta prvi sklop teh predavanj so pa zaokrožili mlajši zaposleni v podjetju CGS Labs, ki so pa predstavili en projekt enega krožišča z nadvozom v Grosuplju, ki je bil prikazan kot nek proces zasnovan v BIM-u in pa so kazali pač posamezne faze izvedbe od tega, kako dobiš teren, pa posnetek terena, pa to v program, pa kjer podlage daš gor, pa pač koliko zasnuješ, pa koliko lahko pa to sprojektiraš, pa tak naprej. No. Tako zelo zanimivo. No. Sem pa tudi slišal par komentarjev od kolegov, da marsikaj od tega pokazan, kaj je že več let takih, ampak zdaj sam temu rečemo BIM. Ampak ja, cel proces je bil pa zelo zanimiv, ker se mi zdi, da se pa dosti razlikuje od tega, kako je bilo 10 let nazaj. Mislim, če se malo vrtam, a je ta proces res toliko bistveno različen, ker recimo je, če od tega BIM-a vzamemo, da je to v 3D, vse ostalo je pa tako v bistvu, ali so informacije, ki so negrafične, pol pa še ta proces ostane res toliko drugače, kot je bilo, 10-15 let nazaj? To je dobro vprašanje. Zdaj, ali je proces drugačen, ali so orodja boljša. To je zdaj spet... ne znam ti odgovoriti. To mene v bistvu v zadnjem času zmer bolj muči. V bistvu tudi recimo to, ko si prej rekel, digitalizacija grajenega naravnega okolja. V redu, digitalizacija, v redu, vse imamo digitalno. Mislim, to imamo digitalno že na let. Vse, kar je recimo tako osebno, pa veš, da nisem blazno vpleten v BIM kot tak. To, kar se mi zdi, da je na vsak način so orodja mnogo boljša, kot so bila pred leti. Ampak ki prav dosti drugega pa ne vidim, tašnega, da bi človek rekel, zdaj, zaradi tega, ker je pa to digitalno, je pa zdaj res drugače. Na koncu se mora to še zmeraj fizičen objekt spremeniti, nekako se mora in mene osebno v bistvu zmeraj bolj ta relacija zanima, v bistvu potem, kako ta proces sploh poteka. Ja, v bistvu zdaj skozi razmišljam, ali je res tako drugače ali ne, pa jaz tudi ne morem, da bi rekel, da je 100% drugačen, se oba strinjava. Zdaj, če pa tistih par procentov ali pa 50% ne bi bil drugačen, bi se poprašal, kaj smo delali zadnjih 20 let. Ne? To je pa tudi res, ne? Tako da zdaj, ali je to pač zaradi BIM-a tako ali ne vem, ne bi znal povedati, je zelo dobro vprašanje. Ker v bistvu, to razmišljam na glas, pa v bistvu se niti nisva preizmenila, kaj bomo sploh sprašvali, ampak veš, tisto predavanje od profesor Žiga Turka o digitalnih revolucijah oziroma komunikacijskih revolucijah. Veš, na koncu pridemo, digitalen svet, v bistvu, ki ga trenutno imamo, v bistvu vse neki digitalno pa deljeno v času, prostoru in ni, da ni, pa omogoča takšno in drugačno specializacije in ne vem, tako naprej. Ampak
kje tle BIM je. Ali digitalno, se pravi, ali 3D, ali 3D, ali 2D, boje lahko digitalno. To debato 3D, 2D sem jaz prvič imel s tabo. Ne? In drugič sem imel to debato točno po tej konferenci z enim od najnih prejšnjih gostov. In moram reči, da še vedno ni zmagovalca, ker mislim, da smo oba prepričani, da lahko BIM tudi 2D, oziroma da se nikjer ne piše, da ne sme biti 2D. Tako da pri tem procesu recimo so pokazali, koliko so ugotovili, bil je nek nadvoz nad železnico in da potem višina ni bila zadostna, ker je posegala v svetli profil železnice. Ne? Ampak jaz mislim, da eno tako veliko napako bi morali ugotoviti tudi brez BIM-a. No? Ja, to je tisto v redu, veš, da se strinjamo na splošno, da je 3D pa nujno, pa da je to semantično pravilno zapisano in to odpira cel kup možnosti, absolutno. Ne? Ja, pa da so popravki hitrejši, tako, pa da to se strinjamo. Sam zdaj to, o čem se pogovarjamo, ali je proces drugačen, ali so orodja boljša. Ne? Točno to. Ali je v bistvu zaradi tega, ker je to pač semantično zapisano, da to pač ni črta, ampak je dejansko v bistvu neka stena, okn, ki ve zase neki, pa ima neke lastnosti, pa ve, da okn ne more sam zase stati nekje, ne, razen če ni neka umetniška stvaritev. To na vsak način, ne, ampak proces tak načrtovanja, ne, je pa v bistvu vse bolj ali manj isto. Arhitekte imamo, gradbenike imamo, strojnike imamo, te si izmenjujejo, sam jasno s to razliko, da ne zgublja živcev, ko je treba stvari predelovati iz enega formata v drugega, pa vnašati nove podatke spet. Ja, jaz nimam kaj drugo, ko se strinjam s tabo, ne. Ampak jaz mislim, veš kaj jaz mislim? Jaz mislim, da je prav, da smo kritični, da kritično pogledamo na to. Obenem je pa tudi prav, da imajo še nekaj manevrskega prostora za Labs Connect 2018. Absolutno, lej. Da naj prepričate, da zdaj vas izzivam, ker vem, da bo nekateri poslušali, pa da mogoče pridemo malo bliže temu, ali zdaj pač to posledica. Vse v bistvu zdaj, ko govorimo, veš, bom rekel tako, niti nisem bil na dogodku, zdaj tle nekaj modrujem po svoje, ampak v bistvu to je tako čisto načelno vprašanje, ker sploh konkretno nima direktne povezave na sam dogodek. Ne? No, ampak je zanimivo. Ne? V glavnem, s tem se potem zaključi ta prvi del predstavitev. Po odmoru, odmori so meni tu vedno všeč, zato ker srečam ljudi, ki jih nisem srečal že nekaj časa, pa mogoče koga noga pa to. No. In tukaj bi še enkrat pač rekel, da mogoče je bil tisti prostor manj premajhen, oziroma mogoče je bil še kje kak drug sam. Jaz ne kadim, pa nisem okrog hodil. Ja, ampak vprosti, kad te preginjam, ampak v bistvu ocena, koliko je pa bilo sploh obiskovalcev? Jaz sem vprašal organizatorjem, bo je bilo prijavljenih, upam, da ne bom zdaj kaj narobe rekel, ampak mislim, da so jim rekli 180. Zdaj jaz bi rekel, da se jih je prikazal siguren čez 100. No, to je bilo že kar v bistvu lepa številka, ne? Ja, mislim, meni se zdelo kar res veliko ljudi, no. Tudi dvorana je bila kar lepo polna. No, potem se je pač začel drugi sklop predavanj. Prvo predavanje je bilo o enem projektu InfraCloud, kjer se trudijo izdelati digitalne modele grajene infrastrukture, potem pa uporabljajo neke oblake 3D točk, lidarje. No, in tu sodeluje Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeno in prometno gradbeništvo. Kaj pa je FGPA? Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo. Mislim, da je to, pa ne mi Andrej ne zameri, ker se ne spomnim. Potem podjetje Lineal, pa podjetje CGS Labs. No in Andrej Tibaut je prikazal, kje so trenutno v projektu in sicer znajo pač iz tega oblaka točk na nek način izločiti profil, ki jih zanima, potem pa iz tega profila znajo izločiti šum na robu, ki jih spet ne zanima,
potem pa iz tega, kar ostane, najdejo neke karakteristične točke in potem je pokazal tam, koliko jim za ene stvari, za kanaleto konkretno, jim je zelo lepo našel te prave točke, nekje druge jim še ne dela ta algoritem čisto v redu, ampak ideja pač je, da bojo pa to primerjali z nekim naborom. Spet je ontologija zraven prišla, to moramo omeniti, Matevž ve zakaj. In bojo to pač primerjali z neko ontologijo, neko knjižnico teh objektov in bojo poskušali ugotoviti, kaj to je. No. Tako da niso še zelo daleč, ampak obenem se pa že vidi napredek. To meni je bilo zelo zanimivo. No. To predavanje je bilo zelo zanimivo. Potem je nadaljeval Martin Lah. Naj spet poudarim, da to so vse ljudje, ki so že bili gosti na najnem podcastu, malo samo promocije, tako, ki je predstavil BIM v tunelogradnji, smo slišali napredek v kaj se dogaja na predaru Karavanke. Tu mi je bilo najbolj zanimivo to, ko je govoril o tem CDE, Common Data Environment, oziroma zdaj mislim, da se bo uveljavila kratica projektno okolje. To pri nas, kaj v bistvu slovenščina nekako. Ja, da zdaj, ko se je pripravila neka strategija, da je tudi v tej strategiji nek nabor prevodov, ki jih predlagajo, no, in to bi naj bil eden izmed njih. No, in kar je bilo zanimivo je to, da je rekel, da to, kak je bilo prej, kako so se informacije prej izmenjevale na projekte, spavi e-maili, pa nikoli nisi vedel, katera verzija, pa gor, pa dal, pa levo, pa desno, da temu on rekel pekel, ne. Da zdaj, kar se zdaj večino uporablja razni Dropboxi, Google Drive, pa neke deljene datoteke, pa tak naprej, da temu on bi rekel vice, ne, da potem je pa ena rešitev, ki so jo tudi še prej prikazovali od CGS Labs, ki se je pa reče Viewpoint for Projects, pač ena izmed teh rešitev, recimo podobno kot Conjector, pa je taka, ampak ta je posebej za BIM narejena, no, temu je pa nekaj, to so pa nebesa, ne. To sem si najbolj zapomnil od tega predavanja, ker se mi je zelo zanimivo, no, v bistvu, da gremo iz ene take zelo decentralizirane tehnologije, ne, zelo iz nečesa takega, ko smo se skozi borili, da gremo stran od teh strežnikov, to gremo zdaj nazaj na nekaj centraliziranega in smo ugotovili, da to je pa edino pravo, ne, tako da smo naredili en tak cel krog, če me nekdo vpraša. Ja, ne, to. Jaz sem še zmeraj pomisleke bolj tega, no, tako da razumem pa najbolj razmišljanje in frustracije tega, ne, tako da. Jaz sem tudi pomisleke, da ne bo to narobe mislil, mislim, da ne bo kdo narobe dojel, pa tudi Martin je to čisto korektno predstavil, ne, in jaz tudi verjamem, da stališče teh, ki se vsak dan ukvarjajo s tem, je trenutno res veliko boljše uporabljati ten software, ki dela in tako naprej, ampak s tem smo prinesli nazaj vse tiste frustracije, vseh zadnjih 30 let gradbeništva s centralizacijo in podobno, ne? In to je čist proti naravi vsega, kar BIM bi naj bil. No? Tako da, ne vem, se pravim, zato sem si to toliko zapomnil, no? Ker me dejansko me je kar malo presenetil. Drugače pa napredek je viden zelo dober, mislim, zelo dobro napredujejo, če sem jaz prav razumel, so zdaj že imeli oddajo PGD-ja ali nekaj taga. No. Kar me pa še ena druga stvar zmotila, no. Skozi se govorili o BIM-ih, pa tako, pa koliko se projektira. Na koncu, že prej vmesno so pomenjali, v bistvu, da v vsej programski opremi CGS Labs se pač vse te parametri pa to upisujejo, vse informacije so pripisane elementom in se prenašajo naprej, ampak te informacije so v nekem atributu CGS, ki jaz nisem prepričan, koliko je do teh atributov pa enkrat dostopal, ker so to čisto nestandardni atributi. Ne? Tako da, ne vem, no. To je še kako odprto vprašanje. No. Naj bi bila vse informacije noter, ne? Ampak kako bomo pa mi do tega prišli čez 10 let, pa to bomo pa še videli. To je zato, da programeri najbolj obdel, ne? Veš, bo že treba en plugin nekam za napisati, zato da boš dostopil do nekih takšnih stvari. Ne. Vse to je približno tako kot
tista fama okoli XML, naprimer, ne? Veš, XML berljiv ljudem in strojem. Ne? V bistvu zdaj, če greš pa pogledat katerkoli XML, datoteko, ki je dejansko uporabljena in je nekje shranjena, ne? Mislim, če dotis prebere, kaj pa dol vsem tistim, ne? Ja, no pa še to, tam je bil en zelo lep slajd, ker je bilo prikazan, pač kaj uporabljajo, ne, na projektu, no, in podjetja sama znotraj, ne, večinoma vsa uporabljajo closed beam, ne, in recimo to closed beam approach, ne, pol navzven pa pač dajo ta open beam format, ampak to je tak, ne vem, no, neka bližnjica se mi zdi, no. In zdaj, če to pogledamo tudi s temi parametri, ki jih ustvarjajo v okviru tega projekta, ne, to je do neke mere tak, ne vem, spet nek closed beam approach, ne, saj vsa orodja, ki jih bo ustvarjal CGS Labs v prihodnosti, sem prepričan, da bojo to prebrala, ne. Ampak kaj drugo pa bomo videli, ne. Ja, to so moji pomisleki, ne, sej. No, zdaj v bistvu ne poznajo vseh tehničnih rešitev odzadaj, ne, kjer bi potencialno lahko software delal, pač tisto, ki si ga prej omenjal, tudi na ta način, da bi lahko definiral, ne vem, te neke razširitve, ne vem, kot si tole CGS Labs v bistvu za shranjevati neke dodatne podatke, ne, pa to prikazoval pač v obliki, ki se tam not shranjuje, ne, tipično neke datoteke oziroma nek tekstovne podatke, ne. Ja, se strinjam, moram še enkrat poudariti, da to so samo moji osebni pomisleki, ki mogoče sploh niso upravičeni, tako da saj veste kaj, vsako informacijo morate še sami preveriti. No, potem je bilo pa še zadnje predavanje, je pa en gospod, ki drugače izhaja iz Srbije, pa če sem prav razumel, zdaj dela na CGS Labs, pa ravno kar bo zagovarjal, mislim, da diplomo, je predstavil svojo diplomsko nalogo, no, ki je bila pa predstavitev enega projekta hitre ceste nekje v Vojvodini, ker je pa tako eno kar konkretno dolžino naredil vse vizualizacije in tako, no, mislim, kar res lahko rečem, da je bilo zelo lepo narejen. Bi pa mogoče svetoval, no, da bi malo krajši naredil, ne, ker tiste vizualizacije so bile zelo lepo narejene, če nekomu nekaj prodajaš ali pa če mu hoče zelo pokazati vsak detajl, ne, to je pa mogoče malo predolgo, no. Ampak drugače pa zelo lepo, zelo lepo je naredil in potem je uporabljal, če se ne motim, opremo CGS Labs. No in pa je sledil še zaključek konference in potem je bilo še druženje na terasi ob pijači in prigrizkih, tako da ponovadi tisti najbolj sladek del vsakega takega dogodka. Tako da jaz, če potegnem črto, meni definitivno ni žal, da sem se udeležil tega dogodka, pa se vam z veseljem tudi v prihodnosti še, če ga bo organizirali. To sem tudi že povedal organizatorjem, no, da sem bil zelo pozitivno presenečen, da za razliko od prejšnjih let so zelo malo govorili o konkretnih programskih rešitvah, ni dajal nekega vtisa, da je to neka prodajna konferenca, ampak dejansko je bil vtis, da pač želijo posredovati, na čem delajo, pa predstaviti, v čem so dobri, no, kar jim štejem zelo velik plus. Tudi izbira lokacije se mi zdi čisto posrečena, razen pač tistega, da je mogoče res, da so malo podcenili število ljudi, ki se bo prijavili, ali pa tudi ne, se pravi, ne vem, mlade tudi to sam mene osebno malo zmotil. Drugače pa ja, pozdravljam take dogodke, no, da vsaj vidimo, kaj se dogaja, pa mogoče najdemo kakšne skupne sinergije, pa s kom sodelujemo, pa tako naprej, ne. Ja, koliko je bilo pa mogoče, to še nisi rekel, kakšen vtis si dobil od drugih udeležencev, je bilo kakšne mislim, dejansko po teh predavanjih, dejanske diskusije, so bila vprašanja? Moram reči, da vprašanj ni bilo. Vprašanj po posameznih predstavitah ni bilo. Videl sem, da je bilo zelo veliko diskusij potem v teh odmorih za kavo in prigrizke.
Ja, to je v bistvu edina stvar. No. Kot rečeno, to so že nekaj parih konferencah, tako vidiš v bistvu, da je mogoče ljudem narodu se izpostaviti ali reči, kakšno stvar vprašati, v bistvu konc koncev tudi neumnost. Ne? Ampak ravno od tam se mi zdi, se začnejo takšne dost osnovne stvari pač razčiščevati in pač pride do enega skupnega razumevanja tega. Ne? Tako da je v bistvu midva zdaj danes debatirala o tem, ali je BIM kaj prispevek, ali se je spremenil proces ali se ni. Ne? Če bi bilo to bolj jasno, v bistvu nekdo dejansko tako, naslednjič bom jaz to vprašal. Evo. No, zdaj bom spet se malo šlepil na košarkaško euforijo. Goran Dragič je v enem intervjuju lepo povedal, da ko so te skupne konference, noben od novinarjev nič ne vpraša. Takoj, ko je teh skupnih konferenc konec, bi vsi novinarji radi odgovore na svoje vprašanje. In to zelo podobno je tu na teh dogodkih. Se pravi, bilo je zelo veliko diskusij tudi z drugimi udeleženci in tako naprej. Kar je mene presenetilo je to, da s tistimi, ki sem se pogovarjal, je še vedno zelo veliko ljudi iz prakse, ki se skuša pozicionirati, kam v BIM-u sodijo, kam se ne usmerijo, pa kaj je za njih najboljše. Se mi zdi, da je to res ena taka niša, kjer ne vejo čisto točen, kje bi prijel bika za roge in ga potem usmerili v svojo stajo. Tako da je še prostor, mislim, da bo treba še kak dogodek, ali pa mogoče celo ne tak dogodek, kot kako okroglo mizo, kjer se bo ustvarilo eno okolje, ker ljudi ne bo strah vprašati. Tako da to je moj občutek potem, s kom se sem govoril, pa kaj vse so mene sprašvali. Ja, sprašujem se, kako to spodbuditi. V bistvu, bom rekel sam zase, da prisežem, da bom nekaj vprašal na naslednji konferenci, kaj se bom udeležil. Jaz mislim, da na takem dogodku ne boš. Da bi mogel biti drugačen. Mogoče bi to malo prevelik. No. Tak bom rekel. Ja, se vem, kaj hočeš reči, ampak se mi zdi, da še zmeri na koncu, ko gledaš te predstavitve, ponavadi so jasno te predstavitve dodelane in barvno usklajeni slajdi in ne vem kaj še vse. Ampak na koncu dobiš občutek kot, vse dela, mislim, res smo fenomenalni. Pa ko pa pač imaš recimo nekoga tako na 4 oči, se z njim vidiš, pa vprašaš, pa vidiš, da kaj pa dejansko ni bilo povedanega. Tazga ne da bi hotel nekdo kaj skrivati ali kaj podobnega, ampak enostavno ni nekaj, s čemer bi se ravno želel hvaliti, ampak to ne pomeni, da ne smeš povedati. V bistvu, to je ravno najbolj so tisti detalji, ki se znajo biti zanimivi, pa bi pomagali ljudem se odločati in videti tako majčkeno bolj globalno sliko na koncu tudi. Ja, mogoče. Se pravi, ne vem. Mislim, da če bi to vedeli, kako spodbuditi, ne vem, vprašanje pa diskusijo, da bi te tehnike vsak uporabljal. Pa se moram zase tudi reči, da nisem najbolj uspešen niti pri študentih. Bolj, ko jim rečeš, dajmo kaj vprašati, kakšno so vprašanja, manj od njih. To se tem, da večkrat, ko vprašaš, manjkrat bojo vprašali. Ja, očitno res. Ja. No, glavnem, jaz če potegnem črto, jaz moram reči, da je bil to en tak zelo dober začetek enega niza dogodkov. Napoveda so še več dogodkov v prihodnjem letu in to tudi po Evropi, ne samo po Sloveniji. In jaz samo upam, da bojo delali v tem tempu, ker če bojo gradili na tem dogodku, potem bo naslednje leto res užitek spet prideti na ta dogodek. No. So pa obljubili, da bo vsako leto tema tega dogodka nekoliko drugačna. Letos je bil BIM v infrastrukturi, naslednje leto po nekaj drugega, tako da jaz osebno se že veselim. No. To je to, no, z moje strani. Super. Te še mogoče kaj zanima? Ne boš bi me še zanimalo, ampak pa bova v bistvu še daljš, kot smo sicer. Jaz mislim, da lahko na tem mestu počasi zaključimo, pa vsem pozovemo poslušalce, da
morda dajo kakšen komentar, pošljejo mail, morda napišejo njihovo videnje ali pa njihove občutke, ki so jih prinesli z konference oziroma tega dogodka. Pa morda midva tudi malo prispevajo k temu, da se začnemo pogovarjati. Ne? Tako. No, pa jaz bi tudi pozval vse, dajte nama poslati svoje mnenje, dajte nam popraviti konec koncev, če so se kje zmotili ali pa če narobe razmišljava, ni problema. Jaz z veseljem priznam, da sem se kje motil, ampak mi mora nekdo to povedati, ker jaz sam očitno ne vidim. In res vse vabim, če imate kakšno vprašanje, če bi radi kaj povedali, če bi radi se samo pogovarjali, ni problema, kontaktirajte kakorkoli od naju. Ni nujno, da se oglasite potem v oddaji, sam pač povejte, da ste poslušali, povejte, kaj vam je všeč, kaj vam ni, ker lahko izdam čist malo Matevž. Ja, pa dej, no. Čist malo, no. Pripravljam se tudi ene spremembe, zabim pogovori, pa mogoče boste tudi vi malo vplivali na to, kaj se bo zgodilo. A sem dosti povedal? Ja, zdaj si čist malo, na naslednjič bo še malo, tako da bo tak počas stopnjevanje do tega, da bo midva to res spremenila. Ne, to sem zdaj zato naredil, da sem tudi na naju završil pritisk, da bomo to dejansko izvedli. Kaj deadline si zdaj postavil na novo leto? Kaj? Ne, prej. Prej, definitivno. Ker Robi je veš, kjera vdaje to že? Vem, jubilejna. Ja, 40. Tako da pri tem bi se najprej tebi zahvalil kot sovoditelju, ker si zmer pripravljen mene poslušati, pa me popravljati okoli tega. Ja, in obratno. Ja, predvsem pa jasno tudi poslušalcem, ki si jih je skozi pač leto in nekaj več nabrali kar nekaj. A veš, Matevž, zdaj že leto in pol. Leto in pol, ja. Tako da ja, dolga je, si dejansko nisem mislil, da bo tole toliko časa držala, ampak mislim, da bo res počas čas, da morda ta format, obliko teh pogovora nekoliko prilagodiva dani situaciji. Ja, če ste se pa naveličali, nama pa to povejte, pa nama ni treba naprej razmišljati. Bomo našla nadomestne gostitelje. Ja, bova predala franšizo. Tako. Ok, pa je to za danes vse, Robi. Najlepša hvala za te komentarje z tega dogodka. In čez 14 dni spet novo oddaja, ne? Ali pa mogoče čez en teden. Bomo videli. Ajde, adijo. Adijo.